Skrajšan delovnik v praksi še vedno prej izjema kot pravilo. V rubriki 24 ur dejstva so preverili, kako razširjanje med slovenskimi podjetji in kako, denimo v Hoferju, v praksi deluje 30-urni delovni teden. Vlada obljube o prostovoljnem prehodu na 30-urni teden do danes ni uresničila. Je uveljavitev pol leta pred volitvami sploh še realno pričakovati? Neža Štajner. Praksa kaže, da se podjetja do skrajšanega delovnika odzivajo različno. Medtem ko nekatera, Donar, Lidl, Boscarol, v njem vidijo priložnost za večje zadovoljstvo zaposlenih, so druga, Skaza in Manpower, model opustila. Preverili smo, kako v Hoferju delajo 30 ur na teden in v Viženektu, kjer je petek dan za počitek. Samel Šabotič je že več kot desetletje del podjetja Hofer. 5 let dela na skrajšanem delovnem času, zadnje leto kot viličarist. Skrbi, da palete z naročili pravočasno zapustijo skladišče. Če začnemo ob 6, do 9 že pripravim za pol trgovin vso paletne naročila. In to gre ven ob 9, pol pa še v preostanek naredimo. In cirka do 11, 12 že zaključimo. Kljub fizično zahtevnemu delu ostaja aktiven izven službe. Ko sediš nekaj cajta, začne pol malo matrati, tako da jaz še ukvarjam malo športom, vodim vodene vadbe, pol imam pa jaz celo popoldne čas za svoje dragolije. Na skrajšanem delovniku so skoraj vsi iz prodaje in logistike. Je nekdo zaposlen za polni delovni čas, se pravi za klasičnih 40 ur na teden. Hkrati ima pa dogovorjeno krajšo tedensko delovno obveznost. To je minimalno nekje med 27 in 30 urami na teden. Ob tem mu pripadajo vse pravice polne zaposlitve, se pravi, da mu teče polna pokojninska doba, dobi polno božičnico, polni regres. John Šespro je tablica za rezervacijo sejne sobe. Tablica se v trenutku, ko sklenemo rezervacijo, se sinkronizira s katerimkoli koledarjem, ki ga podjetje uporablja. To je podjetje Viženekt, ki se ukvarja z razvojem naprednih brezžičnih tablic. Petek je postal dan za počitek. Imamo pač razdeljene ekipe glede na nujnost, se pravi, v petki so še vedno ljudi tu, ker pač produkt mora delati ne samo 5, ampak 7 dni v tednu. 4-dnevni delovnik so najprej uvedli v razvojnem oddelku, postopoma pa razširili na skoraj vseh 50 zaposlenih. Plačane imajo vse prispevke. Bilo je potrebno določene sestanke odstraniti, tudi pač določene procese smo morali optimizirati. Sedaj je več časa za šport, lahko greš na upravno enoto, pošto, banko. Razmerje med zasebnim življenjem pa med delom se po občutku izboljšala za 50%, produktivnost od 30 do 40%. Je to tudi eno izmed ključnih orodij v bitki za talente dandanes. In drugod, denimo v agenciji za zaposlovanje Manpower in plastiki Skaza, so skrajšan delovnik ukinili. Je nastopil čas korone, tako da se je takrat veliko stvari spremenilo in zato je bil ta projekt ustavljen. Koliko podjetij v Sloveniji ima dejansko skrajšan delovnik, ni jasno. Tega podatka ne zbira nihče. Po oceni Jasmine Alič, pobudnice skrajšanega delovnika, naj bi ga imelo okoli 30 podjetij, iz IT sektorja pa 20. Kaj pa v tujini? 4-dnevni delovnik so preizkusili denimo v Belgiji, Španiji, Nemčiji, Franciji, na Danskem in na Nizozemskem. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo zaposlenim omogočila možnost prostovoljnega prehoda na 30-urni delovnik, a dogovora v ekonomsko-socialnem svetu leta 2023 niso dosegli. Minister za delo Luka Mesec je za našo rubriko povedal, da načrti ostajajo. Izpeljali smo pravico do odklopa in izpeljali smo 80, 90, 100, se pravi možnost krajšega delovnika za starejše. O tem se pa še pogovarjamo, kako priti z novo ponudbo krajšega delovnika. Zdaj mandata ni več veliko, tako da za ta mandat nisem optimističen. Politika z domišljijo mora razmišljati o tem, kako omogočiti ljudem, da dobijo več prostega časa in izboljšajo kvaliteto življenja.
Lani so delovno aktivni Slovenci v povprečju opravili dobrih 39 ur na teden. Delali smo več kot povprečen EU državljan, največ delovno aktivnih ur imajo Grki, najmanj pa Nizozemci. Sicer si 53% želi skrajšanega delovnika, ocenjujejo v Odeku. Bi skrajšan delovnik zmanjšal visoko število bolniško odsotnih? V Sloveniji jih je preko 53.000 dnevno. Skrajšani delovnik je še zmeraj bolj izjema kot pravilo, bolj so pogoste druge fleksibilne oblike dela, to se pravi, govorimo delo od doma, potem pomični delovni čas. Največ se tega dela skrajšanega, fleksibilnega pojavlja v IT, digitalni industriji, tehnoloških podjetjih. Pozitivni učinki so zlasti vidni tako na zadovoljstvo zaposlenih, na njihovem zdravju, zmanjšal se absentizem, povečala se produktivnost. In dejansko je s tem pridobila tudi na pomenu vrednota prostega delovnega časa. Prihodnje leto bo skrajšan delovnik po dogovoru z delodajalcem veljal za starejše od 58 let oziroma tiste, ki imajo 35 let delovne dobe. Delali bodo 80%, dobili 90% plače in plačeni bodo 100% prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če je bilo pred 10 leti dobrih 34.000 delovno aktivnih starih 58 let in več, jih je bilo lani že 3-krat več oziroma dobra desetina. V farmacevtskih podjetjih Lek in Medis smo spoznali dva, ki skrajšan delovnik vidita kot priložnost za bolj kakovostno zadnje obdobje kariere. Medicinska svetovalka Tanja Gmajner in sistemski analitik Viktor Ribnikar sta dolgoletna sodelavca v farmacevtski industriji. Skrbim za to, da je jezik prilagojen za zdravstvene delavce, za laično javnost. Suportiramo uporabnike tako pri problemih, ki se pojavljajo pri delu, kot pri nekih novih zahtevah. Tanja je nad možnostjo krajšega delovnika navdušena. Daje mi priložnost izkoristiti vse tisto, kar sem se pred leti, leto za letom odpovedovala in prepričana sem enako produktivna. Viktor je od aprila delno upokojen, dela 24 ur na teden vsak drug teden. Ko se enkrat čez 60 se v vsakem krogu diskusija hitro obrne na to, si že upokojen. Je še kar zelo dobro funkcioniram. Plavaj na višku. Ne samo manj ur, več časa za življenje, a hkrati možnost prenosa znanja na mlajše generacije. Kar je meni trenutno zelo veliko veselje, ker vidim, da so te moje izkušnje cenjene, a ne zaželjene. Mlajši generaciji pa dajemo jasen signal, da se starejši postopoma umikamo in imajo priložnost za rast. Med 25 in 55 letom imajo Slovenci eno najvišjih stopenj delovne aktivnosti. Po 55 letu pa se ta hitro zmanjšuje. In predstavljati si zdaj, da bomo ponudili ljudem, kar vsem po vrsti, možnost, da delajo krajši delovni čas, po drugi strani za enako plačo, po možnosti minimalno plačo, kot jo imajo zdaj, ko delajo 40 ur na teden, pa jaz mislim, da je iluzorno, da najprej bo treba povečati produktivnost podjetij. Ključni problem je, pravi profesorica Domodenik Moren, da se prispevki za pokojninsko blagajno beležijo glede na število ur dela, ne pa dejansko vplačane prispevke. Nadaljujemo na 24ur.com.